Enkrat sem šel na Prisojnik, nasprot Nisem še bil. To mi skozi omenja. Ful, lepo. Ja. In pridava midva pod hrib, na Vršiču parkirava, se oblečeva vse in tako mislila, da sva čez uno okno, ne, tam, kaj je tudi kliniku, kar na moj stroko. In oba sko gledava, pa tako pismo, pa on se pa načutam jaz, pa on tako, jaz se tudi načutam. In sem bila to, da sva šla naokol. In To je pa smart thinking. ne vem. To pa ni tako, kot na družina, ki je šla dole nazadnje z... Ja. Ne vem, pa tako, pa rad imam to boljško, kada uno hodam, ne, da mi je fajn na koncu malo prijet pa to. Ja. Meni so všeč take, a veš, take, mislim, kratke. To, da ne vem, v nekih 4-5 urah nekaj narediš, gor dol, a veš. Tist cel dan se cjazet gor pa dol, to vsaka čast Engiju, da se mu da to, pa tokrat, a veš. Ja, res si vničem pol. To Res mora biti sobota pol, da imaš nedeljo. Veš, pa zjutraj moraš ob 3 iti doma, 4, ti moraš najkasneje ob 6 Pa štartati. malo spat, pa sendviče pripravljati. Oh my god. Tako, pura jih stvari. Dobro, veš, sendviči so še ta lepa stvar, veš, ne. So skoraj 5 minut. Ojoj. Družba, lep pozdrav. Z mano je Nejc Lončar, mlad, izjemno predan kineziolog in fitness trener, ki svoje znanje rad deli med svoje vedeče in ostale, ki ga poslušajo, ter ga vsak dan preizkuša tudi na sebi, na lastnem telesu. Pa tekač je, odličen tekač in voditelj tekaških srečanj. Pa še kondicijski trener, ne? Si prej omenil tudi. Leto 2025 je posvetil velikemu osebnemu cilju oziroma izzivu. Maraton preteč pod 3 urami. In zdaj za običajne tekače, ne tist 1%, 1% tekačev, ne. Za običajne tekače je to tako... nekaj nepredstavljivega ali pa res tisti en in edin cilj lahko v lifeu, kar se tiče tekaškega področja. In Nejci ga je zadal. Zato je danes tudi tukaj, da nam pove, kako je to izgledalo. Kje si dobil to noro idejo in kako ti jo je uspel manifestirati. Če ti jo je, da nova spoilera takoj naredila. Pol še napovejo, tako ja, samo nisem. Kar povej. Upam, da vajo vsi, da sem, no. V glavnem, Nejc, dobrodošel v Moravčah. Mojemu bratu je tudi ime Nejc, tako da to večkrat izrečem. Dej, prosim, najprej malo konteksta nam. A si od nekdaj bil v športu, v katerih zvrsteh športa, a ste športna familija, kdaj je tek prišel na vrsto, kdaj si ga vzljubil, kdaj si ti je zameril. To se mi še ni. To si ti še ni, v glavnem, daj si duška pa malo povej. Smo športna družina in tudi jaz sem bil v športu od malih nog, tudi če kjerokoli mojo sliko iz otroštva pogledaš, sem imel jaz neko žogo zraven ali pa nekaj podobnega. Tudi oče in mami, predvsem pa oče športnik, v bistvu on je bil v večjih športih kot jaz, hokejist, košarkaš, nogometaš, vse taka ta stara garda, ta pravih športnikov. Nekako v športu sem bil od skoz, je pa bil nogomet tista moja glavnina moje mladosti in otroštva in mladosti, do mislim, 19. leta, da je bil nogomet skoz, se pravi namenil. Tukaj v Dobu, v naših krajih, skozi. Bile so neke opcije iti kam drugam, pa smo se pol skupaj odločili, da mogoče ostanemo tako, kot je in probamo tukaj in da ni to zdaj kaj res hočem iti, ampak da je to res samo še nek hobi. Pač trenutno in če bo mogoče kaj iz tega se išlo, izcinili bomo, ne. In delamo vse v tej smeri, ampak ne bomo pa zdaj nekih mogoče družinskih ali pa tudi mojih samo temu podredili. Tako da nogomet je bil odskoz, od mislim, da tam ali prvega razreda ali drugega, mislim, da že osnovne šole, pa do potem konca prvega letnika faksa je bil skozi nogomet tudi pol predčlanski, neka taka polprofesionalna zgodba.
da smo tudi že kakšen cekinček dobili zraven. Ampak sprav, druga slovenska liga. Pa na koncu, v bistvu, konc prvega letnika fakultete, pač na fakultete za šport, se bilo pač treba malo odločiti. Je bilo malo preveč stvari v mojem življenju, da bi lahko dal na vse dovolj pozornosti, kakor bi jaz hotel. In v bistvu že preden sem šel na fakulteto, se pravi, mislim, pač tisto poletje pred sprejemci in pred zaključkom srednje šole, sem pa začel v fitnessu delati. Najprej z idejo kot nek receptor, sam da sem tam zraven, pa kar naenkrat sem bil že kar kot nek voditelj in trener in tako naprej. Ampak še vedno je bil pa nogomet tukaj zraven in pol fakulteta za šport in trenerstvo že in pol tisti prvi letnik, mislim, da bo to 2018, neki podobno, mislim, da 2017-2018 je bil pol nekak konc tega letnika, ki se bo treba malo potegniti črto, ker verjetno še enega tazga letnika dobesedno ne bi zdržal, ker je bilo preveč vsega in da bi zgorel ali pa karkoli, ampak tudi na fakulteti za šport imaš prvoletnik, vsak gre delati samo veliko športov, se pravi plavanje, atletika, ples, gimnastika in tako naprej in že sam študij te fizično zelo izčrpa. Pa sem šel pa jaz direktno na treninge, pa šel v fitness, na kakšno vodeno vadbo, na kakšen bootcamp, kaj podobnega in sem prišel domov mrtev. In je bilo parkrat, da je bilo treba, ok, zdaj pa treba potegniti črto, pa se odločiti, kaj bomo res delali v življenju. In pa si tam, ne, bil šport, mislim, v nogometu bil in zdaj, ko vidim mogoče, kje so ljudje, s katerimi sem jaz igral ali pa proti njimi igral, pa si mogoče, ok, zdaj misliš še mogoče, kam bi pa mogoče, ne, se še v športu nič ti ni dano in nič ni zihar, da se bo zgodilo, ampak je še zelo veliko sreče zadnji, ne. Pa smo rekli, ne, pojmo neko mogoče bolj sigurno zadevo, pač je bilo treba neko črto potegniti in pa smo se odločili, mislim, sem se odločil trenerstvo, to me je, takoj sem nekako padel v neko zelo dobro družbo tam v fitnessu, ki me je potegnila, navdušila in tako naprej. Pa fakulteta za šport, ne, pa v bistvu se odločiš, da ok, dajmo to. In fakulteta za šport si kar orang zagrabil, glede na to, da si kaj en mesec dni nazaj. Ja, magistriral. V bistvu prva 3 leta do diplom sem naredil kot športni trener, tukaj v smeri fitnessa in pa nogometa. Pa sem se v bistvu še ta premostitveni modul naredil, pa šel še kineziologijo, ki me je zanimalo malo več poškodbe, bolezni in tako naprej, ker sem videl tukaj taka kar bila neka luknja v mojem znanju, no, ki me je zanimala, pa s katerim sem se dosti srečeval v praksi, pa mogoče nisem imel čisto pravih odgovorov večino časa, pa sem hotel tukaj še malo dodelati, pa če leto, 2 potegniti to vse skupaj. Čestitke. Kdaj nastop tek? Tek sam po sebi, prvo je bilo že v fitnessu, tam smo imeli neko skupinsko, organizirane skupinske treninge v sklopu nekega časopisa. In tam sem, mislim, da že 2017-2018 so kar, da boš ti malo tukaj zraven, se si v tem malo nogomet, pa športnik, fakulteta za šport, boš ti to kar malo vodil zraven. Pa ne bom lagal, mi je bilo takrat všeč, mi je bilo takrat ok, malo gremo ven, malo laufat, mi je bilo ok, super družba, super skupina tekačev, ampak da bi me čisto zares, bi bilo pa to mogoče 2022, 2023, da sem rekel, ok, dajmo to zgodbo tekaške skupine malo narediti, malo večjo, dajmo delati dobro, dajmo razširiti skupino, tako da zdaj nas je kar tudi veliko, še enega trenerja imam zraven zdaj, tako da kar lepo, zdaj pa ta, rekel, tekmovalni del teka je bilo pa v bistvu. Se to lahko še poveš, se pravi, to imate tekaška srečanja, tako. Vsak teden, enkrat na teden, večkrat na teden. Laufamo, v bistvu je bilo tako, da včasih smo imeli samo poleti, se pravi, maj pa do Ljubljanskega maratona,
Pa je bilo vedno neka ideja, mislim, pobude teh tekačev, dajmo meče po zim. Pa jaz sem vedno tako, dej, ne bom imel, ker bo itak prvo mraz, bo prvo sneg, vas ne bo nobenega več na teh treningih. Pa eno leto je bilo pa res, zdaj pa dajmo probati, ja, imamo kaj za zgubiti, dajmo se vzeti ta 2 termina na teden, pa furimo naprej in dejansko takrat naprej furamo skozi. Poleti, po zimi in blih včeraj sem se z enim pogovarjal, ki me je tudi spraševal za te treninge, kako tako skenslamo trening, mislim, da ga ne bo, ne, zaradi vremena, pa kakorkoli. Če potegnem za 4 leta nazaj, mislim, da smo ga lih vse skupaj 3-krat, mogoče 4-krat odpovedali trening. Pa še to je bilo, ali je bilo polet neka nevihta, pa da je bilo napovedane strele, kaj tazga, ali pa po zimi, da je sneg, pa to. Tako da v bistvu tečemo skozi. Trudim se, da bi bilo to mogoče malo po nekem programu, da vsaj približeno, ampak je to zelo težko, ker je še vseeno to neka zelo različna skupina. So ljudje, ki so res tam z nekim ciljem, da bi radi prelaufali neki. Letos smo imeli celo 2, mislim, smo imeli že prej, ampak letos 2, ki sta se po nekaj letih teka odločila za maraton. Sem bil ful vesel, ker sem jih nekaj časa že malo dajmo. Pa sta se odločila letos in sta oddelala ful dobro in sem ful vesel. Ampak se trudiš po nekem programu malo, da napredujejo, da ni to res ti samo srečanje, ampak da je res mogoče trening. Probaš malo, ampak ni zdaj to čisto, kot bi si mogoče v teoriji na fakulteti za šport nekdo zamislil, ne. Ker konc dneva mi je bolj važno to, da pridejo pa da uživajo v tem, da skrbijo za svoje telo, pa da jim je tek nekaj, kar jim je všeč. Všeč. Če je karkoli zraven, če je to kakšen uspeh, če je to mogoče nekdo, ki ima nek večji cilj, super, pridi do mene, zdajmo se pogovoriti, sedeti, pa naredimo nek plan, ampak prvo je pa to, dajmo 2-krat na teden, da ste tukaj pri meni, pa da se imamo top, pa da je to. Pa lahko rečeva, da so ta tekaška sreča tudi tebe še toliko bolj potegnila noter v to stvar. Ja, sigurno brez tega ne bi šel toliko v to, da bi se šel take projekte, kakor sem se jih šel, mislim, kakor se jih grem zdaj. Pa niti, da bi me verjetno vprašal, kdaj je bila res tista točka, ker sem se odločil, kje bo zdaj, pojmo zdaj v to. Ne, lahko gradiva. Mogoče vam pa zdaj. Rekel si, 3 leta pač nazaj, koliko si takrat laufal, kolikrat, se pravi 2-krat na teden ste se dobili, verjetno si naredil še kakšen trening zase. In to se je potem s časoma zletilo, lahko rečeva, malo stopnjevalo, ne? Tako, v bistvu. Prvič, ki me je res, da mislim, smo laufali prej ljubljanske maratone, 10-ke pa to tako, da smo hodili, da smo šli skupaj skupino, da sem šel tja, ampak ne z nekim ciljem, bolj je bilo pojmo na glavo, pa 10-ko se že bo 10-ka, pač greš na glavo, če počeš tam ali pa ne, pač se do cilja parlezu nekako, ne. Ampak nekako lani, v bistvu 2 leti nazaj, ko sem šel na ljubljanski maraton samo s mojo skupino, jaz nisem tekel, sem išel samo podpirati. Zakaj nisem tekel? V bistvu se nisem čutil. Pa ne, da me ni motiviral, ampak tisti let ni mi bilo. Ampak sem bil tam, vidim ljudi, vidim vse. To je bilo, mislim, da lih po koroni, da je bil prvi tisti normalen spet ljubljanski maraton. Sem rekel, ok, drug let gremo zihar 21 probati, to bo sigurno gremo probati. Ampak jaz sem tak človek in je to slabo, je to dobro, da je slabo, da pojmo nekaj probati, ampak zelo hitro je pol to, gremo nekaj probati z nekim hudim ciljem, kakor je pol to, da greš pod 3 ure, a ne probati. Ne, da bi šel jaz malo uživati, ampak... No, mislim, da smo zdaj na tej točki, a ne? Kdaj si dobil to idejo? Pol na lanskem polmaratonu? V bistvu, lani sem se začel tako, v bistvu, lani prvi tek, tak, da me je res potegnili, bil Wings for Life 2024. Ful všeč in takrat je bil, edini cilj za tisti tek je bil, da prelaufam do Domžal. Se pravi, iz Ljubljane do Domžal, to je bilo 18 km, pa še nekaj. Na koncu sem prišel do Rodice, malo naprej, ki je bil jih pol 20 tam, pa sem rekel, da bo okrogla, čeprav pa sem vsi sprašval, zakaj nisi šel 21, tam sem rekel, ok, konc, ne. In pa sem začel se malo pripravljati, malo več teči, mogoče pa ne bom rekel, niti približno toliko strukturirano, kot potem.
ampak da je tukaj prišel že malo v zgodbo en moj kolega, tudi ime moj Nejc, v bistvu so šolci iz DIFA, iz magisterija, tekač, full maratonc, tudi zdaj je Ironmana naredil, tak, še bolj malo podpilan, kakor sem jaz. In je rekel, dej, malo te bomo na to 21-ko pripravljali že lani. Ker jaz sem tisto 21-ko lani, 2024 si rekel, dajmo iti samo odlaufati, pa da vidimo, kako se moj telo obnaša, pa kako mi je to sploh malo daljša razdalja. In on takrat, ko ne bo šla malo hitreje, ne bo šla samo uživati. In pol je takrat rekel, dej bo šel ti pod 1:40. Pa to mislim, da je tempo 4:30, 4:40, tam okoli se vrtiva. Ja. Skoki, pa takrat sva par debat, par treningov sva skupaj naredila, nič kot da bi mi on karkoli strukturirano dajal ali pa karkoli, ampak čisto tako. In on tudi tisti maraton je šel z mano laufat, to je bilo lani, odlaufava in greva po tem maratonu, mislim, da en teden kasneje na kavo. In on tako, drug let pa maraton. Takrat sem bil že odločen, da sem zdaj v taki točki moje tekaški, da dajmo iti zdaj naprej na maraton. Nočem zdaj nazadvati ali pa iti na manj, ampak dajmo zdaj naprej iti na maraton. Ampak samo maraton oddelati. On tako, daj bo šel ti verjetno pod 3 ure maraton. On je bil tisti prvi, ki je rekel, pa jaz ko odprem telefon, pa pogledam, pa to je model, to je tempo 4:15. Jaz sem zdaj laufal 4:40, 4:35 pol maraton, pa sem prišel v cilj bled. Kaj bi zdaj ti zmagal? Milo rečeno, 4:15 pa enkrat več. To ne gre česa. In mali me on tudi, je on tukaj taka zelo pomembna točka. Se pravi, Nejc, če to poslušaš, zikar bo poslušal, ko mogo. Ampak on vem, da je šel takrat že nekaj časa pred tem je šel do enega profesorja na fakulteti, starejšega profesorja za atletiko, pa je zase sprašal, ker on je imel takrat maraton 3:7, 3:8, nekaj tazga. Maraton pa je rekel, koliko časa bi nekdo rabil trenirati za maraton, a je enli dovolj za sub 3 maraton, pod 3 ure maraton. Je rekel, ta starejši profesor ni šans, ni opcije, ne more se telo razviti, tam je pa neke študije poveda, pa vse, ni opcije. No, tako, bomo mi to zdaj naredili z enim, ki pa sploh ni tekač neki ful, pa preveč kilma, ker ne zgleda niti tekaško, mislim tekač po konstituciji, bomo to naredili z enim takmo. Jaz kaj je s tabo, In on tako, da je videl, vsak, ki to mene pozna, ve, da sem tak, da če se neki gremo, se gremo zares, pa da če si bom naredil plan, se ga bom 100% držal in to mi noben ne more vzeti. To je nekaj, kar mogoče sem si sam sebi še enkrat zdaj dokazal, tudi v teh pripravah na pod 3 ure. In potem sem jaz rekel, deva se najprej pripravljati, se pravi od lanskega novembra pa do Radencev, do prvega maratona. Pa sem rekel, jaz bi šel od tega najprej samo odlaufati, da vidim to razdaljo, pa da vidim, kako bo, pa če bom slučajno nek slab odziv ali pa slabo izkušnjo, bom pol se odločil, kaj bo. On je v bistvu meni, tako, skupaj sva sodelovala, malo mi je pisal program, malo sva skupaj prilagajala moj program, jaz sem še vedno rekel, to je nek moj osebni projekt in to ne sme vplivati na mojo službo, na mojo kariero, na moj čim manj da vpliva tudi na domače, da z njimi ne zgubljam preveč časa zaradi nekih osebnih ciljev, medalj, kakorkoli. Okoli tega smo gradili. Nisem nikoli tudi v teh hudih pripravah za pod 3 ure nisem želel podrejati ta cilj nečemu drugemu kot je karijera, pa tudi čim manj, kot sem rekel, čas z domačimi. In odlaufam jaz Radence, oziroma predtem sem laufal Wings for Life v Zadru letos. Takrat sem imel ful slabo izkušnjo, takrat je bilo v bistvu najslabša točka moje tekaške, pa ne bom rekel, da sem mi takrat karkoli zameral, ampak takrat sem bil prvič, ko sem se vprašal, a bo to šlo, a ne bo to šlo, in to je bilo 2 tedna pred Radenci. Fajn.
ker je bil plan, ok, on je rekel, da greva probat Wings for Life, jaz sem rekel, gremo v Zadar, malo na dopustek, 1. maj, se veš, malo morja, ne, to. Jaz sem imel plan, da prelaufal 34 km, naredil sem jih pa 25, mrtev. Vroče je bilo, nekako si misliš, da če boš v morju laufal, da bo to taka lepa ravnina, kot v filmih, pa je v bistvu bilo ful gor pa dol, pa je ljubljanski Wings for Life ful boljši, kot pa hrvaški, iz tega pogleda. Vse lepo in vse. In to je bilo 14 dni pred Radenci in jaz, pa če 14 dni laufat, pač nekaj kilometrov več, pa se veš, kako Radenci, kako slavijo po vročem vremenu, in še vsi so mi rekli, da Radenci, boš kar Radence šel prvi maraton, skoro gremo, In nekako je bila, in res sem šel tam z nekim približnim ciljem, ampak nisem hotel nič, da je bilo karkoli. In Radence sem odlaufal takrat 3:23, ampak sem prišel v cilj top. Se pravi, si utrujen, si to. To je bila kar informacija, ne? Mi je bilo 3:23. Ja, ampak sem prišel brez neke hude krize, slabega počutja, sem rekel, in mene kliče Nejc in pojmo, gremo sub 3, Ljubljana. In pol v bistvu najprej sem šel še malo na dopust, sem rekel, zdaj rabim najprej še malo dopusta, ker je bilo prej veliko treningov pa vsega. Pa po dopustu začnemo in to je bilo nekako 2. teden junija, 3. teden, ko smo začeli snemati, trenirati, narediti plan do 19. oktobra. Sem pa še rekel si prej, da če se bom šel to pod 3 ure, dajmo se tudi tako, da malo z vidika marketinga naredimo, malo najbolj mi bo cilj ozaveščati ljudi. Ja. Se mi zdi, da v Sloveniji ni, saj jaz, pa se ne bom rekel, da sem se res veliko poglabljal, ampak če gledaš, veliko sem jaz gledal YouTubea ameriškega in tam imaš res veliko teh maratoncev, ki predstavljajo vlogeri, ki predstavljajo svoje zgodbe, proces in tako naprej. V Sloveniji pa nisem najdel nekega konkretnega, ki bi mogoče šel v nek tak hud cilj, pa da bi mogoče res nek proces. A kaj si Neistata si gledal? Ja, itak. Je dober, ne? On to zabeležil, ne vem, koliko izkusov. 23 krat je probil. Brat mi ga je pokazal najprej. Ja, jaz sem to gledal, to je bilo noro. Tako da, pol me je brat hec vedel, da boš zdaj ti 23 krat. Ampak kaj si? Kaj si unka si ga odpreš, pa boš vedno užival, kaj ga gledaš. Tako je. In sem rekel, da v Sloveniji nisem najdel nekoga, ki bi res nek proces snemal, pa da so ok videi, pa da je ok. Ne, vi se greste to super produkcija, se bova tudi link obesla do tvojega YouTube kanala, ki so res hudi prispevki, res je kvaliteta, pa lepo, da si se lotil pač dokumentacije, res tega pač se manjka. Ja, se mi je zdaj in tudi sem rekel, imam kolega, ki se s tem obada, ki ima res konkretno opremo, sem rekel, a gremo, ne? Ker sem rekel, dajmo se iti nekaj res kakovostno, ne bom zdaj z tega iz telefonom snemal, pa ne bom, bom uložil tudi finančno nekaj noter, dajmo se iti tako, kot se zagre. In pa smo kar začeli, sem rekel, če se gremo v toliko hud cilj, dajmo se tudi vse na polno, in pol kar bi tukaj mogoče na tej točki v zavestu ljudi je to, da če se greš nekaj tazga, pa niti ni pod 3 ure, ampak karkoli, maraton, pa jaz bi vsakmo svetoval, da se gre kdaj v življenju nekaj tazga, da sebe malo bolj spozna, se je treba najprej pogovoriti s tistimi najbližnjimi, ne, ker je to nek davek, ki ga plača telo in vse. In jaz sem, tudi ko sva s tem kolegom Nejcem sestavljala program zame, pač to je veliko treninga, ne. Mislim, da najtežji teden je bil 110 km. 110 km. Kdaj ste šla strukturirano v to? Že pred Radenci ali po tvojem dopustu po Radenci? Že pred Radenci. Jaz sva v bistvu začela zelo strukturirano delati že decembra lani. Zelo strukturirano. Ampak sva šla zelo počas, ker se veš, za maraton rabaš res neko kilometrino prelaufati na teden in na mesec. In v bistvu jaz, če zdaj potegnem za nazaj, kdaj sem imel največ težav mogoče, z vidika kakšnih tekaških poškodb in preobremenitev in tako,
je bilo to lani med decembrom, pa januarjem, pa februarjem. Zato, takrat se je zgodil največji procentualni preskok v kilometrini. Takrat sva šla, ne vem, iz 50 km poprečno na teden na 70-80. In tisti preskok je bil najtežji. Zdaj pa sem od takrat naprej skozi delal od 70 in več in takrat nisem več težav. Da bi rekel. Eno zelo dobro stvar, kar smo naredili, je bilo to, da sem si vzel po Ljubljanskem maratonu lani 2 meseca res dobrega treninga v fitnessu z vidika preventive tistih mišičnih skupin, ki so kritične. Sem res 2 meseca zelo orto treniral. Ali lahko na hitro poveš, kaj si recimo si delal? Večina so bile eno nožne vaje, to je bila prva stvar, veliko za zadnjo ložo, veliko za meča, tudi za stopala določene vaje, pa visoke intenzivnosti. Tukaj sem se tudi jaz malo igral iz študijami, kaj je zdaj mogoče boljš, ker stare študije so bile bolj za tekače, mora biti visoko število ponovitev, pa manjše kilaže, kar je tako z nekega, če gledaš čisto otroškega pogleda na to, ti je bolj mogoče smiselno, ampak so nove študije zdaj kažejo, da je boljš višja intenzivnost, da bolj nekako prilagodiš telo na te strese, ki se pojavljajo. Čist smešen podatek, ki sem ga enkrat prebral, če delaš vajo dvig na prste, se pravi za meče. Da ti približaš, koliko je obremenitve med maratonom, ki se zgodijo na meča in na stopala, bi mogel to vajo delati, mislim, da skoraj malo manj kot 300 kilami. In če zdaj to pogledaš, rabaš nekaj trenirati, da ne bo. In ko potegnem črto, res, tudi zdaj, ko so bile te hude priprave na SAP 3, res nisem imel nekih hudih težav. Tako, da bi rekel, bila je malo, vsake tok časa malo stopal, malo plantarni fasciti se mi je dogajal, zaradi spreminjanja podlage, pa superg, pa karbonske superge sem uvedel v svoj program. Bilo je malo zadnja loža. Kaj pa ta iliotibialni trakt? Ne, to nisem, ampak take majhne, ampak nikoli ni bilo pa niti ene stvari, da bi, mislim, da samo en trening, da sem ga prilagodil. Da sem ga oddelal, ampak da sem ga zelo prilagodil zaradi plantarnega. Ampak vse ostalo nisem imel. In to pripisujem prav temu lanskemu decembru, januarju, februarju, ko smo šli počas, ko smo res počas dodajali, počas kilometrino in to je tisto, kar najbolj naredili. Pol v bistvu po dopustu, ko smo šli pa res v priprave na pod 3 ure, se je pa začel... To je od junija naprej, ne? Od junija naprej. Smo pa res je bilo pa treba intenzivnost dvigati. No, kako je izgledal pol en tak običajen tvoj... Običajen teden. Teden treninga. V bistvu... Pa rečeva tako, ki si ga začel recimo v juniju, pa pol kako je to izgledal, ne vem, avgusta, septembra, dobro, pa se že malo plajaš. Že pred radenci sva prišla na to, da nekako sem vedel približno, kako bo izgledal tudi takrat. In smo takrat pol junija je bilo, se pravi, tork, četrtek, sobota so bili lahki teki, sreda je bil nek intervalni na štadionu. Kaj pomeni lahki tek? Lahki tek, se pravi, tam med 8 do 15 km v takem pogovornem tempu. Ampak bom rekel, ena zelo zanimiv, jaz vedno pravim, itak je treba zaupati procesu, pa da bo vse cool, pa da imamo dober plan narejen in da bo šlo tako, kako mora iti. Ampak vem, da je bila ena točka po dopustu, se pravi, to je bilo konc junija, jaz sem skozi tekel z pulsmetrom. Mene puls me zelo, sem nek tak dejavnik oziroma faktor, ki sem rekel, ok, to hočem spremljati. In se mi zdi tudi zdaj, da je eden najbolj pomembnih faktorjev, ki jih gledaš in tek mi je najbolj zanimivih z tega vidika, ker mal nisi čist ok, pa ti bo vse povedal tek o tebi. Se pravi, mal slab spiš, pa boš se slab počutil, mal bolj spiš, pa boš bolj šlaufu. Mal si prehlajen, pa bo puls višji in jaz sem to ful spremljal. In vem, da je bil en trening nek tak daljši, ker nedelja so bile rezervirane za te daljše teke. Daljši tek pa je? Je 25 km plus, ne? Tako nekako. Do 25 do... Konc, najdaljši tek v pripravah je bil 37 km. Je bil, ampak začeli smo, da je to lahko, mislim, daljši tek je bil v bistvu na začetku samo
lahki tek. Pa smo pa dodali še tempo enoter, da smo prihajali na to maratonski tempo, ki ga bom hotel teči in tako naprej. Da je bil nek trening nedeljo zjutraj, vem, da sem pol Nejca klical, sem rekel, pismo Nejc, ko sem puls, pa govoriva o tempu, ki je bil 5:30, se pravi, to je minuto 15 počasnej, kakor pa sem jaz mogel pol maraton laufati, ne. In gledam puls in puls skoraj 160, 155, ko se je z mano zgodilo, ko mi zdaj 10 dni dopusta, kva se je z mano zgodilo. In pol kar nekaj časa, dosti sem temu pripisoval tudi vročini, ker sem tudi treniral to, da sem šel v vročino trenirati, da ni bilo to, da sem se jaz temu izogibal, ampak sem šel ob 12 tudi teči, sem rekel, bo pa 19. oktobra 25 stopinj, dajmo tudi to trenirati. In pa je bila kar naenkrat neka točka avgusta, bom rekel, ki je bilo pa takole, ki je pa kar naenkrat ratal ful lahko. Še zdaj ne vem, zakaj, še zdaj nič nisem spremenil, sam delal sem naprej, kako je treba. Ker sem, naprimer, najboljš, kar sem tekel, je bilo to, da sem odlaufal se pravi, daljši tek, nedeljo, pri temo 37 najdaljši, ki sem imel, da je bilo vmes, mislim, da 25 km v tempu 5:0, kar je za marsikoga že kar hiter tempo, pa je bil puls poprečen 140. Se pravi, smo kar naredili neko razliko. In tako da v bistvu junija smo začeli čistko, se pravi, treningi 3-krat na teden lahki tek, lažji tek z pogovorni tempo, z neko tako srednjo kilometrino. Srede so bili intervalni treningi na štadionu, kjer smo delali na hitrosti, kjer smo šli čez to, pač maratonski tempo. Petki so bili tempo teki, to je, če kdo še moj video gledal, se tudi mene parkrat povedal, da če pa kaj namaram, je pa tempo tek. To pa pomeni malo dlje, ne? To pa pomeni v bistvu, rečemo 12 km ali pa 14, od tega 2 km v ogrevanje, pa 10 km v maratonskem ali pa malo hitrejšem tempu. Ja. In tisti so mi bili vedno, pa nekako petke so bili sploh taki, da moj urnik, tudi tako stranke in vse skupaj je bilo, da je petke sem mogel iti res okoli 12 enih in to mi je bilo pa še malo konc tedna, pa vse. Sobote so bile lažje, par kilometrov samo, bolj da smo dobivali te kilometre noter, ker smo jih hoteli na teden noter dobiti, nedelje pa daljši tek. Pol nam pa že dni ne ostane, se pravi, nisi imel enega dneva frej. Ponedeljek. Ponedeljek je bil rezerviran samo za fitness. Tako da vse ostalo je bil tek. Tako da tudi superg sem kar nekaj zamenil. Tako da je šel že kar nekaj denarja za superge. Ker sem na enem objavi enkrat videl, da večkrat imaš kil kot tekač, večkrat lahko superge menjaš. Ti si dosti visok tudi, ne? Pa temu primerna kilaža. Začel sem priprave, oziroma mislim, da sem junija imel 95 kil. Maraton sem laufal z 92, tako da je to kar, mislim, če kdo je gledal naju z Nejcem, ka laufava, on ima 72 kil. Pač on ne zgleda tekač. Jaz pa pač ne zgledam tekač tudi malo, ne. Tako da, tako je nekako potekel juni, juli, avgust, nekako smo delali 3 tedne, smo gradili, en teden malo deloada, ker pač vedno smo naredili, ne vem, 80 smo naredili 60 km, da se malo regeneriral. In nekako najtežji treningi so bili, se pravi, konec avgusta pa september. September je bil nor. 110 je bil maksimum kilometrine tedenske. Od tega je treba vedno gledati, koliko je bilo tudi lahkih pa težkih treningov in tega je bilo več kot polovica je bilo težkih treningov. Da tisto vem, da je bilo kar. Bom rekel, ta pik teden, ki je bil, mi je dal malo posledic, pa sem ga čutil pa še na par dni, pa polih tisti teden sem še zagovor magistrske, tako da vse je bilo takrat pik povsod. Vse vedno pride v velikih kosih. Ja, točno to, ne bo tako. Kaj pa je tisti, ki je naredil najbolj drastično spremembo na bolje? Je bila to tehnika teka, a si tudi tehniko kaj spremenil? Kaj je bil tisti faktor, parameter, ki se ti zdi, da ti je res pohitril tvoj tek, da je izboljšal tvoj tek? S tehniko se iskreno nisem zelo veliko badal, ker sem rekel,
v bistvu je to zdaj moj plan za naprej. Bi rekel, sem rekel, zapozim, da bi rad mogoče šel do kakšnega tekaškega res trenerja, da kakšno stvar rečeva na to, da me malo pogleda. Ampak bolj bi rekel kilometrina. To je tisto, kar tudi če gledaš zdaj študije, če bereš moje študije, če potegneš, kaj je edini faktor oziroma najbolj pomemben faktor, ki razlikuje med boljšim časom in slabšim časom pri tekačih, ki so delali raziskave, je kilometrina tedenska. To je najbolj. Pa tempotek. Mislim, da konec avgusta sem ga začel metrati. Aha, trajal, da se je razvila ljubezen. Da ta ljubezen traja. Kako si pa beležil, sledil napredku? Kako si se tega lotil? Cel kup Excel tabel? Mava znecam celo Excel datoteko. Če bi kdo kdaj rad videl to, mava vse tam. Od decembra. Vse. Cel let. Bravo. Cel let. V bistvu bilo je v tej tabelci imava, se pravi, tedenski razpored, tedenski trening, noter sem na koncu pisal povprečen puls treninga, pa če bi to tempo tek, smo gledali takrat, kaj je bil tempo tek, ne samo ogrevanje pa ohlajanje, ampak ti so mesen del, kakšen je bil puls, not zapisan, pa moja lastna percepcija treninga. Se pravi, od 1 do 10 ta Borgova lestvica, ki se reče, se pravi, 10 ta trening je bil, upam, da nikoli več v življenju, 1 pa čist prelahko. Da tukaj sva se pol. In pa v bistvu bolj sva tukaj gledala, sva se nedeljo slišala, pa sva, kako se počutiš, a se kakšna poškodbica mogoče začenja dogajati, kako imaš naslednji teden, da smo sprotmačkam prilagajali. Nismo se držali res pribiti plana. Ker življenje se zgodi. Točno to je. Kaj pa tisto pol po tvojem zdaj največja napaka, ki delajo ljudje tekači pri pristopu k tem treningom za nek daljši cilj, daljšo traso preteči? Eno so zdaj kar malo nerealni cilji, pa mogoče se ne dejansko sam sabo pogovoriti z vidika, kot sem že prej rekel, urnika, če ti to dejansko gre v tvoj urnik, da se boš ti pripravljal na maraton, pa nima veze zdaj. Jaz mislim, da če se greš, dobro, ne rab se zdaj vsaki po 3 ure maraton in to... Se to sem tako to vprašal, a tvoj cilj je bil pa realen? Ja, sej. Se relativno, ne. Ampak jaz vsakmo rečem, to, kar sem se šel jaz, pa kar gleda nekdo na YouTubeu, jaz hočem, da je marsikomu inspiracija, ne pa, da bi se mogel to kdo šiti. Ker to je, jaz sem zelo hodil po tanki liniji, ali da zbolim, ali da se poškodujem, ali zelo je bila ta linija, ki je abo res 19 vse cool. Ampak eno je to, se pravi, realni cilji, da se jih postaviš, pa realen časovni okvir, da boš ta cilj dosegel. Ker če meni zdaj danes en reče, ki je letos laufu 10, pa da bi drug let šel 42, se že malo pogovarjava, ne? A si zihar, da bo to šlo. Pa ne zdaj, da on ni pripravljen narediti vsega, ampak kako se bo tvoj telo odzival na to. In če se s kjeremkoli tekačem pogovarjaš, je največja napaka bolj to, ta dvig kilometrine, to, kar sem že jaz prej rekel. Se pravi, prehiter, prevelik dvig kilometrine. In jaz sem imel tudi na treningih, ki prihajajo k meni pač s poškodbami ljudi, pred maratonom, 5, mislim, da stran, ki so prišli, ki so rekli, da ko se malo ta hype dela okoli ljubljanskega maratona, so si kupili nek online program za kako preteči svoj prvi polmaraton in vsi s poškodbom. In od tega 5 ljudi, ki so kupili program, ki niso šli pa na ljubljanski maraton. In eno je to, da so si zadali premajhen časovni okvir, drugo je pa to, da prehitro večanje intenzitete treninga, razdalje in hitrost. Tako. Tako da v bistvu tudi vsakmo rečem, če se greš maraton, pet se ga z nekim maraton, jaz mislim, da lahko vsak skoraj dela, ki je zdaj zmožen 5 km odlaufati. Ampak zdaj, bo to v 6 ali v 7 urah, ampak ne vem, če se že greš neko tako, da je 5 se mogoče 4 ure, 4,5. Mislim, da je 4, če se z ljudmi pogovarjam, najbolj taka za rekreativce tista točka, kamor bi radi šli, ne, pod 4 ure. Ne. In to je tisto, ki je največja napaka, bi jaz rekel.
Kako pa prehrana, koliko ste se temu posvečala? Pred radenci premal, bom rekel, ampak bom rekel z vidika tako splošne tedenske prehrane. Sem dosti testiral, mislim, da 4 znamke različnih gelov testiral, elektrolite, vse te stvari sem vse testiral in v bistvu sem na radencih laufal z istimi geli, kot sem zdaj laufal na Ljubljanskem. Ampak v pripravah pol na Ljubljanski maraton sem jaz kar veliko poudarka dajal na to. Se pravi, predvsem v tistih, se pravi četrtek, petek, sobota dnevih, da sem res dovajal dovolj hidratov, predvsem hidratov. Hidrati vemo, da so neka osnovna energija, pač gorivo telesa in nekako sem hotel tudi svoj želodec pa prebavo na to navaditi. Ker če zdaj mogoče pa malo kasneje povedal, kaj sem jedel pred maratonom, zdaj kako mu to povem, itak mi reče, da sem zmešan, ampak to je ena taka napaka, naprimer ljudi, da pridejo na maraton ljubljanski, pa vse bom jaz iz tistih postojank jedel, pa so pa WC-ji tam polni, zato ker jejo stvari, pa želodec ni navajen na to. Ti moraš tudi gele, ki jih boš dovajal, pač testirati, moraš želodec navaditi. Vse to. Si pojedel pol veliko več špagetov, riža, pa vsega tega, tudi v času priprav, kot pa pred temi pripravami. En let nazaj rečem. Sem ne v takih količinah, kot je bilo pol res v tem dnevih pred Ljubljanskim maratonom, ampak samo to, da sem videl, kjeri obroki so mi kul, kjera hrana mi naredi ok, kjera hrana mi ne naredi ok, pa tudi z vidika regeneracije. Se pravi, tudi, če sem šel jaz na nedeljski daljši tek, pa sem rekel, ok, 30 km imam za narediti, pa bi jaz rekel, se pravi, da jaz zaključam ta trening, bi rabo 2 gela. Ampak jaz sem ponavadi 3 pojedel, zato ker je ta tretji bil že za regeneracijo naprej, ker je bil cilj. Vse veš, kako je po teh tekih, sploh mogoče poletče, ki je vroče, pa ki si zmatran, prideš iz teka, hrana ti ne paše. In jaz sem videl sam pri sebi, da če sem nedeljo zjutraj šel teč, sem 10 zaključil, če nisem jaz nekega smutija pripravljenega, pa da sem jedel šele pol kosilo, je bila ura 5 popoldne, nedeljo 6, ker sem jaz hotel pojesti vse, kar je prišlo pod roke, čisto vse. In če nisem tega naredil prav, se pravi, že dopoldne, takoj po teku, sem jo še ponedeljek lačen, pa še torek lačen. In je to vse vpliva na trening. In to je tisto, kar se pa malo učiš tekom teh priprav. Prehrana je težja meni osebno, kot pa trening. Težja. Trening greš narediti. Trening ga narediš. Uživaš v tem. Prehrana je pa težja. Pa regeneracija. Regeneracija je pa tudi nekaj, Regeneracija v smislu dovolj spanja, ali tudi regeneracija, ta čas, ki poteče med 2 treningoma, da je to malo razlož, kaj? Oboje. Mislim, da ta čas med treningi itak nekako probaš strukturirati že prej. Jaz nisem nikoli noben teden ni bil na blef, bom rekel, vse je bilo točno določen, kdaj pa kako. Bolj to je, se pravi, regeneracija v smislu, da sem dovolj spal, ker veš, tisto delo kot trenera, kakšni so naši urniki, doskrat to pomeni, ponedeljek, torek do 8-9 zvečer, pa zjutraj si prvi v fitnessu ob 6, ki imaš že stranke preden grejo oni na šiht. In spanc je pri meni že nekaj časa problematičen, ga rešujem iz leta v leto boljš, ampak pri teh pripravah sem ga pa mogel sploh še izboljšati. In čim sem videl, da sem to izboljšal, je bila to tista glavnina, ki je pomagala vsem ostalim. In kako ti to? Če tega nisem, pa sem vse ostalo jedel prav, šel na masaže, vse ostalo, savne, regeneracijo, karkoli tazga, ti to nič ne pomaga, če ne spiš dost. Spiš, tukaj je to. In kako ti je to uspel? A si naštimal alarm uro za spanje, za iti spat ali za vstati? Veš, kako obstajajo te dve variante? Čisto iskreno, tiska po mojem ima vsak problem telefon dati stran zvečer. Telefon je res tist. Res, jaz vem, da let pa pol nazaj sem sam sebe ujel, ker sem bil tukaj jezen sam na se tist večer. Sem prišel dam in si zjahan in si zmatran in imaš vsega dost. In sem se ulegel na poslo, niti nisem bunde dol. In sem odprl TikTok, urala pol 9, pol 10 zvečer, se nima veze. In sem šel na TikTok, ne vem, kaj sem gledal na TikToku. In kar naenkrat je bilo ura 10.
Pol urce. Pol ure, ker ne Kaj vem nič. še zdaj, kje sem jih izgubil in zakaj jih nikoli ne bom dobil nazaj. Ampak takrat sem rekel, da je zdaj pa ta telefon probi. In pol malo se je igral s tem screen timeom, da ga probaš malo manjšati. Predvsem pa zvečer še zdaj vidim, čim dan telefon prej stran, pa tudi če ne grem pol takoj spat. Sam da raj knjigo berem, da se pogovarjam z ljudmi in tako naprej, je boljš, kot pa na telefonu. In si vesel, če pol 7 ur odklukaš, je že ful. Najboljška, ja. Ne smeš pa dosti več, ko pa spet zmatra. Ej, kaj si se o sebi naučil skozi ta proces? Kaj ti skrbi izpostavil? Ker pouka je kar veliko klele v takem procesu. Ja. Najbolj definitivno je to, da zaupaš procesu. To je, da mu res zaupaš. To je tisto, da veš, da bo ok. To je prva stvar in A to pomeni, da si potrpežljiv, ali da ne dvomaš, da se bo iztekal tako, kot mora, ali oboje? Oboje, ampak mislim, da mačkano moraš dvomati. Jaz mislim, da malo moraš dvomati. Malo zdravega dvoma mora biti. Malo zdravega dvoma mora biti. Ker če si preveč, veš, ta mehna je ta meja med, kako se reče, samozavestjo ali pa neko aroganco ali kako to. Aha. In moraš malo plan B še vse imeti, čeprav ti bo marsikdo rekel, ne, plana B ni, pač mačkam moraš imeti zadnji, da lej življenje pride, Sej kako je lobby, se jaz 19.10. zbudil bolan zjutraj, pa bi rekel, sem pa en let treniral za brez veze. Nisem, saj sem dosti veliko dobrega doživel in se naučil iz sebe zaradi tega. Eno je to. Drugo je pa ena taka zelo zanimiva stvar, ne se pogajati sam s sabo. Čim sem se kadarkoli začel, čist malo, tako toliko malo si daš sam sebi, se ne bilo treba, saj kaj pa če 1 kilometer manj naredim. Ne. Takoj stran pogajanje. Čim ne smeš mu dati malo. To je tista, mislim, da največja točka, ki tudi mogoče pri strankah vidim, pa pri ljudeh nasplošno, ta pogajanje. Sej, če grem pa jutri, bo pa tudi ok. Ne, če si rekel danes, greš danes, pač zakaj bi zdaj sam sebi ne dajal kljukco? A se razkrije tvoj značaj na tak način, ne? V takem procesu? Ja. Jaz mislim, da kakor sem rekel, marsikdo bi mogel iti čez tak proces in se naučiti če kaj iz sebe. Ali pa ne vse, ali pa mogoče naučiti sebe kaj novega. Tudi če mogoče že marsikdo, veš, kako je tudi strankam, kakšna stranka reče, sej jaz nisem ful disciplinirana. Ok, pa dajmo te naučiti biti discipliniran. Dajmo te naučiti, dajmo najmanjši faktor, ki ga lahko zdaj vzameva v tvojem življenju, ne vem, telefon, jaz zvečer. Pa ga probati iz 1 uro zvečer zmanjšati na 45 minut zvečer. Pa je že to disciplina. Veš, ker vse sem rekel, to kar sem se šel jaz, je nek ekstrem. Za marsikoga je pa mogoče že ekstrem to, da prije 2-krat na teden hmen na trening. In dajmo to držati, to je disciplina. To so ekstremi. Kaj si se pol naučil o mejah fizičnega, duhovnega? Jih drugače gledaš zdaj? Ja, siguram, da se jih da premikati. To je prva stvar. Mislim, da to sem se najbolj razmišljal, veš daj, na 25-26 km ljubljanskega maratona, o tem sem najbolj razmišljal. Res. To je bila še točka, ko sem bil še pri sebi in je bila glava še tam, ki je mogla biti. Ker je bilo res, te tempo teke, ki sem ti rekel, da jih res nisem maral, pa sem imel na meniju 40 tempo, 4-15 tempo. In to je bilo 25-26 km in vse je šlo super in vse je bilo in užival sem. Dejansko sem prišel do točke, ki je bil med 20 in 30 km na ljubljanskem maratonu, ki sem pač prav užival v tem, da lahko laufam, da je telo sposobno laufati tako hiter, iz mojo kilažo, pa da uživam in sem tam in sem z glavo tam in vse zdaj lahko to reči za nazaj, ampak jaz mislim, da tudi če mogoče na koncu ne bi šlo, pa da bi, ne vem, še bolj počul na 35-36 km. Daj malo razloži, kako je to izgledalo. Ja, bi bil čisto vesel, to hočem reči. Kako je to izgledalo? Kako je pa pol sama ta izkušnja ljubljanskega maratona 2025 izgledala? Sama ta izkušnja, teden sem se jaz točno določil že 2 meseca prej, kako bo ta teden izgledal pred ljubljanskim maratonom. Točno z vidika prehrane, točno z vidika treninga.
vse v nulo, tako da nekaj smo samo še snemali teh stvari, to je bilo tista stvar, ki ni bila namenjena tistemu tednu, ampak nekako se ni šlo prej, pa smo še snemali. Tako da četrtek se je začel carb loading, se pravi, v sredo je bil velik nakup ogljikovih hidratov in potem četrtek, petek, sobota je bil nos hidratov. Zdaj pa, da si mogoče kdo predstavlja, koliko je to tega. Jaz sem v soboto pred Ljubljanskim maratonom pojedel malo manj kot 2 kili kuhanega riža. Sprav goriva samo kuhan riž, v skledi kuhan riž. Ja. Četrtek, mislim, da 1,5 kila, petek sem rekel, bom malo makaronov, da malo presekam. Tako da takrat je začel ta carb loading. Ena stvar, ki je bila malo rizična, je bilo to, da v nedeljo pred Ljubljanskim maratonom smo šli na Karvalc gledati Pogačarja, ki je prišel gor in si ni sonce naredil in sem bil ponedeljek prehlajen. Veš no. Shit, ne, se je še kaj to bolj, ker si na neki točki pripravljenosti, vsaka stvar, ki je izven te cone, ampak nek nov tujk gre v telo, bo vplival, ne. Smo se zrihtali nekako, sem rekel, do nedelje bom super, kogarkoli bo super, v ponedeljek do nedelje bom zdrav in bo cool. In je res pa tako do petka, sobote sem bil v redu, mislim, da sredo sem imel zadnji trening, tak daljši, 8-9 km, četrtek še z mojo skupino, petek fraj in pa pol sobota ta shakeout tek, 4 km, kjer itak sem se počutil, da ne bo dobro, ne? Ker malo mačken živčki delajo. Čeprav bom rekel, da živci so veliko manj delali, kot sem pa mislil, da bojo. Še ljudje so me ful sprašvali, zakaj nisi tako živčen, ampak jaz sem vedno rekel, naredil sem vse, jaz si sebe ne moram čisto nič očitati. Dejansko sem treninge upravil vse, zdaj če ne bo šlo, ampak zihar pa ne bom na Ljubljanski maraton prišel, pa si govoril, takrat sem pa tisti dan, sem pa malo bluzil, ne. No, sem rekel, do tega se ne bom spustil, da pride. Ko da sobota je bil hranjenje, polnjenje, pa čekiranje v aplikaciji, če sem že na teh, se pravi, 950 gramih ogljikovih hidratov v enem dnevu. Vidiš, ker šel tok, ja, globok. Teorija pravi 8 do 12, ne, jaz sem rekel, ajde rečemo tam 10, ne. Se pravi, smo kršli tok delač, ne. In pol sobota je bilo čim manj na nogah, se pravi, sam ležati čim več. Pa nedelja zjutraj, da v 5 sem se zbudil, spet malo hranjenja, WC, to je bil vsak tekač se zaveda, da res upaš, da boš lahko tisti dan šel na WC, jaz sem to odključil. In pol v bistvu, še ta Nejc, ki je bil z mano v Ljubljanskem maratonu, vem, da je tam rekel moji podporni ekipi tam, Nejc, meni se zdi, da Nejc malo premalo je živčen, on bi mogel biti bolj živčen, ne? Pač celo let smo trenirali, na YouTubeu je, vsi ga spremljajo, ful ljudi, pač neki ljudi ti piše, ne, pa res nisem bil, no, tako res nisem bil, mogoče pa na štartu, ko ni s tistim točejo, pa to takrat mislim, da vsak mečkan. Ja, takrat malo prvice stisne. Ja, in pol plan Ljubljanskega maratona je bil, in tudi mentalno, kako sem se pripravil na njega, je bilo v bistvu se je vrtelo okoli tega, kdaj bo on, Nejc, zraven kot pacer, ne? In on je v bistvu prišel k meni na 7 kilometru, pa je bil z mano do 16, se pravi, da je tam mi dajo zapit, ker jaz se dejansko nisem ustavil na postojankah, ni bilo časa. Ne? Do 16, pa je šel pa ven, mi povedal, kako približno bo trasa bila, pol do njega in bilo je do 32, sem mogel pol brez njega biti. Tam na 30 je bila tam tisti botaničen vrt, pa tam tisti del, ker je malo nagor, ne, malo tak grd del, je rekel, da je tam čez zdrž, probi prijati z OK pulzom, pa pride do mene do 32, pa že iztisa nas. In tudi vem, da tisto prvič, ki je bil on z mano, od 7 do 16, mi je bilo res dobro, da je bil tam. Cool sem se počutil tako, rečem, varen ali kako. Ja. Da imaš enega tam. In pa tudi moj nekak je bil mentalno, ok, sem do 32 pridem. Ne. In sem res prišel do 32, to je bilo tam blizu Juhove v Ljubljani, sem prišel top, vidim Nejca, sem rekel, ok, imamo full tempo, noter smo, čist na tisti meji, ne, ampak smo noter, ne, ampak 4.15, 4.8, mislim 4.10, 4.15 tempo se
zgledal je kul, zgledal je, da noben mi nič ne more. Pa z namenom pogledaš vse te maratonske dokumentarce, pa vsi ti govorijo o tistem 35 km, ko bo povedal nekaj o tebi. In res tam gremo Mika Juhova, tisti Bauhaus, tam gor, pa dol po tistem in takrat se je meni začel. Niti ne vem, niti niso bile noge težke, niti ni bil zdaj srčen utrip šel previsok, sam ni me bilo več tam, jaz ti tega res ne znam, če me kdorkoli vpraša, ne znam tega opisati, čez kaj sem šel tam. In pa je tam tist zavoj na Dunajsko cesto in pa imaš tam okvirno 3 km, ki jih laufaš po Dunajski cesti, ki se jih dobesedno dve stvari se spomnim, samo dve stvari se spomnim. Dejansko nimam spomina o tistih 3 kilometrih. In ena je to, da mi je nec rekel, vem, da ti ni več zraven mentalno, ampak dej samo moje superge glej pa laufi za mano. In jaz sem res samo njegove superge gledal in laufam in še kakšen kilometer naprej pogledam, pač malo nama pada tempo, nismo več, jaz sem pa prišel na polovico maratona, uradno polovico sem prišel 1:29:30. Se pravi, v nulo, ampak pol minute imam rezerve, ampak v nulo. In te superge grejo malo stran, jaz ne vidim več superka, res kar nič, dejansko ko se reče, tunelski vid, pač ne vidiš nič okoli sebe, to gre telo nekam drugam. In pa pride on še malo nazaj k meni in reče, dej model 12 mesecev sva trenirala, ne bo šel zdaj 3:01, ne bo šel zdaj 3:02, štekaš, najbolj bedno, dej pa poč pa 5:3:15, tako. In pol, to se še spomnim in takrat sem po mojem imel največjo debato jezno sam s sabo, kar sem jo imel v življenju. Na koliko kilometrih sva zdaj, ko to razlagaš? 37, 38, tam okoli. Ker si v bistvu tam, imaš ga takole, pa še 5 km. Še kar nekaj, In pa se sam spomnim table 39. Kar naenkrat sem se skoraj zaletel vanjo, tam po Interkontinentalu mislim, da je. Kar naenkrat tiste table in pogledam in tako, ne, saj smo noter. In pa od takrat je pa šlo. Od takrat naprej se spomnim. In pa smo še prišli na tiste tlakovce, mislim na tiste kocke čez center, ker sem sam gledal, kdaj se bom spotaknil nekaj. In najhujše je bilo v bistvu za moje, ker jaz pa ne sva vedela, da sva noter, da pač polka sem se jaz spet prišel k sebi in sem bil mentalno na svetu, sva vedela, da sva noter, sam ne rabava šprintati, iti hitrej, ne smeva spuščati, sam morava noter ostati. Ampak ta ljubljanski, to sem pol napisal ljubljanskemu maratonu, dajte to aplikacijo vi malo spremeniti, ker skozi kaže bruto čas. Bruto je tisti čas, kjer je v bistvu se glavna ura sprožila, neto je pa čas, ki ti in tvoj čip prečkata štartno črto. In jaz sem šel minuto kasneje čez štartno črto, jaz sem bil v obe coni, v štartu, in tam je skozi kazal pol 3:01, tako predviden čas, tako naprej. In jaz, ko sem prišel čez cilj, je gor tabla piše 3:40, in vem, da so vsi, še mami pa oči, so bili vsi tako, plih malo čez bogino, 12 mesecev, da pa 300. Ampak vse so me videli, da sem vesel, da sem prišel vesel v cilj, ker sem vedel na uri, da sem noter in pa sem itak tam sam padel na tla. Ampak še pol mi je nekaj ljudi pisalo, še so lih malo čez 3 ure, ne, daj poglejte nekaj časno. Tako da, je 15 sekund pod 3 urami, tako da v nulo splaniram. 2 ure, 59 pa 45. V nulo splaniram. Tako, boljš ne more biti. Jaz vem sam, da zadnje 2 km sem čist samo razmišljal, da ko mi čakam, da se tam na kongrescu ležem na tla in je res tako dobro bilo tam ležati na tla. Hvala ti za tole. Zdaj sva prej ugotavljala, še prej sva kamere zalaufala, sva koliko dni po maratonu? 8 dni. Danes bi šel laufati? Danes prvič teči. Ampak bi šel že prej, ampak so bili žulji so bili, niti ne vem zakaj, ker sem treniral veliko v tistih supergah, v katerih sem tekel pol na maratonu. Pač 3 ure nabijanja, asfalt, gor dol, sem res
3 konkretne žule, pa jih na konici prstov. Dejansko sem prejšnji teden bil v natikačih. Skozi, ni šel super. Danes imaš pa že super. Tako da danes že komi čakam. Ampak z vidika tako, telo pa to bi šel že prejšnji teden. Bi šel, ne bom rekel z veseljem, ampak bi šel. No. Tako da zdaj so žuli končno zrihtali. Kaj je tvoje tisto glavno pol sporočilo po vsem tem, kar si povedal, sva povedala pa po tem opravljenem izzivu in svojim sotekačem na teh srečanjih, pa nasplošno pač ljudem, ki simpatizirajo s tekom ali pa so že globoko noter. Jaz bi vsakmo, kot sem že rekel, bi mu svetoval, če ti to gre v nek tvoj urnik, če ti to gre v nek lifestyle, kakorkoli, pejte probat nekaj tazga, samo zato, da vidiš, kdo si, pa koliko si pripravljen se odrekati temu, pa ne zdaj to, ko se pogovarjamo, pa ko smo se pogovarjali, preden sem šel v ta projekt, ampak takrat, ko je težko, takrat, ko je res nedelja zjutraj, ko si zmatram, pa se zbudiš ob 5, pa se ti res ne da iti ven laufat, ne, res ne da. Pa da spoznaš, ker jaz bom rekel, ne bom rekel, da mi zdaj maraton spremenil življenje, mi ni, ampak me pa veliko naučil sam o sebi in sem za določene stvari zdaj veliko bolj samozavesten. Se pravi, da bo okej, da bo cool, da bomo vse rešili. Da vidiš, da če se res nekemu posvetiš, da se res napišeš na tablo tvoj cilj, pa da mu boš sledil, pa da veš, da ti to nekaj pomeni, da se vse da. Sam moraš pa najprej sam sebe vprašati, zakaj se to greš, kaj ti bo to zdaj prinesel, pa kako sem rekel, pogledati svoj urnik. In če biš mogel če enkrat čez to, bi šel 100-krat čez to. Ima že nove cilje na tabli. To je tudi zdaj zelo... Se ti ni treba povedati, samo lahko poveš, da imaš, kakorkoli. Ne, bom rekel iskreno, da ne. Aha, da nimam. Ne še. Ne še, ampak vsi, ki me poznajo, vejo, da verjetno slejka prej bo neki gor napisan. Zdaj pa sam, kam bomo šli s temi cilji. Ampak bom rekel osebno, da je tukaj še prostor pri maratonu tudi za moj napredek. Še. Ampak ta dan je bil super, 19.10. je bil super, ampak unika so bili res zraven mene, ki so res družina, prijatelji in vsi, ki so videli, koliko je to enega odrekanja, ki ga ne moreš dati na kamero, ki ga ne moreš ti dati na YouTube pa pokazati, ker na YouTube daš tiste ponovati te lepe stvari. Vejo, da je to ful enega odrekanja, res veliko tega odrekanja. In se jaz spet rečem, če sem pa 5 ljudi inspiriral, da bojo nekaj naredili sebe, sem pa 5 ljudi inspiriral, pa je vreden vsega. Tako da, verjetno bo še kakšen cilj. Bo še za 2.25 ne, ampak za 2.26 pa siguren. En maraton imam že, sem že prijavljen za en maraton, ampak to je pa ne moj cilj, ampak cilj od brata. Jaz imam brata v Nemčiji, čist drug, jaz sem glasbenik, dirigent, čist v univerzitetnih vodah, ful pridan in tudi je rekel, da to je nekaj tazga. Se mi zdi, da v življenju, da so neke stvari v življenju tako na zgodovinski ravni, ki jih ljudi radi malo klukamo. In maraton se mi zdi, da je ena taka stvar, da fajn je biti maratonc. In on je tudi rekel, da bi rad in zdaj ga pripravljamo na to, da bo siguran teče v 16. maja Luksemburg, ampak takrat grem čist z njim. Takrat bom moj čas malo pokvaril, ali pa ne, tako da mogoče bo šlo pa ful hitro. Prej si rekel, pa če 5 ljudi inspiriram in to je čist res čestitke. Pa imaš kakšen citat, kakšno misel, ki tebe inspirira, kakšen tak napotek, da sam sebi ponoviš kdaj, ki si na dnu. Ena je zihar to, da kakor sem ti že delaj rekel doskrat, je to, da pač zaupaj procesu. To je tako, ki si jo rečem osebno zelo pogosto takrat, ki je težko, ki je slabo, najlažje si to govoriti, ki je vse lepo.
dajmo takrat, ki je težko. Ne. Ena je od enega ameriškega youtuberja Go One More, od enega Nika Bera. Tam je taka, sem mogoče z njo v mislih laufal tudi. A to tudi knjiga obstaja mogoče? Ja, dejansko je napisal. Ja. Je napisal Go One More. Ja, zdaj jo je izdal. Ja. Kako je avtor? Nick Bear. Okay. Ti bom poslal. Pa bom rekel, da sem isto mislil o laufu maraton, ker sem v maratonu laufu, da ima iti kilometer po kilometer, pečenga. Ampak, če greš na širšo raven, je to res neka taka življenjska, da, seš, ko imaš poln kufor vsega, pet še en dan, pa en dan. Ena je pa taka bila čisto, tudi od enega youtuberja ameriškega, ki je tudi zelo velik že pretekel takih težkih trailov in tako naprej. Pa ker sem si jo tudi napisal na roke, pa vem, da sem jo, zdaj si me spomnil še eno stvar, ker se jo zdaj spomnim med tistimi kilometri, ki se jih ne spomnim. It's just pain. In to sem na roki napisal in vse je samo malo bolečine. Ljudje igrajo čez veliko hujše stvari, kot pa to, da se mi odločimo, da bomo laufali po 3 ure maratona. Hudo, ej. Najlepša hvala, jaz sem užival 500 na uro, res. Mislim, da si tudi mene inspiriral. Po 3 ure. To je zdaj le parjava. Inspiriral sem rekel, pikaj. Ne bo še na tablo pisalo. Nikoli se pa ne ve, ne? Tako da res hvala, ker si preletel tole delil z nami, vabim še kdaj, da se mi pridružiš mogoče z veseljem klukci, pa ostan taka faca še naprej, obilo sreče povsod. Hvala. Deva en športno pozdrav, tole bom maknil, da ne polomba vse. Ajde, čau.